Super, ker se bomo spet malo pogovarjali, kaj dogaja v naši okolici in lepo, da imava gostjo. Ja, in pazi to, preletela je direkt iz Brna. Vrum! Maja Voglar, uradno magistra in direktorica Zavoda CLA Celje, ampak ker se že dolgo poznamo, Maja, zdravo. Zdravo, Janko, zdravo, Šuši. Dobro, jutro za mene je še vedno jutro, čeprav ura 9:30. Res to, kar je Šuši povedala, drži, prileteli in prišli sto, kakorkoli že ste se prepeljali, ne vem, iz Brna, kjer ste... Včeraj prejeli Evropsko božično mesto Celje nagrado. Ja, bravo. Zdaj še uradno ste zdaj prejeli plaketo, ampak jaz sem videla, da Maja vas je tak zebel gor. Tam na odru ste bili A je bilo res tako mrzlo? Ja, Brno je bilo zelo vetrovno in posledično temu tudi mrzlo. Tako da smo ves čas iskali zavetrje in topla oblačila. Ja. Da postaneš Evropsko božično mesto, kaj je treba narediti? Zdaj vem, da ima prste vmes tudi Evropska komisija. Tako je. Kaj je treba narediti? Čisto preprosto, biti avtentičen. Pokazati inovativnost in pravljično Celje za svojo 25-letno tradicijo zagotovo je to pokazalo. Tudi za komisijo, kar smo se pogovarjali, so povedali, da letos ni bilo dvoma o zmagovalcu. In Celje je zmagalo. Ni bilo konkurence sploh, ne? Pravzaprav se lahko pohvalimo, da tako je bilo razumeti. Ja. Ste pometli, oziroma, smo pometli s konkurenco. Pometli, ja. Se pravi, to je bil prijavljen projekt, ne, pravljično Celje. Tako. In tudi 25. obletnica vsega tega vašega ustvarjanja. Tako. Lepo. Iz tega projekta smo morali tudi pokazati, kaj je dodana vrednost tega projekta, tudi za lokalno skupnost. In ravno to je tisto, kar jih je pritegnilo, način, kako uspemo povezati različne deležnike v mestu v eno tako prireditev in da ti deležniki si želijo sodelovati, ker vidijo za sebe potencial za svoj nadaljni razvoj. No, o tej širini govorimo, samo eno stvar bi vprašal, glede na to, da smo navajeni vsi bolj kot ne samo koncertov. Pravljično Celje niso samo koncerti na prostem. Ne, pravljično Celje poleg koncertov ponuja ogromno drugih vsebin. Zaradi teh vsebin mesto živi od ponedeljka do nedelje, od 4. ure do 10. ure. Ponujamo vsebine za otroke, ponujamo vsebine za zaljubljence, tisti, ki imamo radi lučke, da pridemo in se malo sprehodimo. Pa tudi za tiste lačne trebuščke, Maja, povej. To pa tudi smo se še posebej potrudili in vsa zahvala gre vsem mestnim gostincem in tistim gostincem, ki so še posebej se odzvali na povabilo, da poskrbijo, da nismo lačni in nismo žejni. Pa tudi zakladnica daril je vsako leto boljša, se mi zdi. Ja. Lilekova in Gubčeva tam pri Tehnoparku Celje zaživi in letos imamo koliko ponudnikov, kaj vemo? Smo jih prešteli? Jih imamo prištete 21. Wow. Kar je velik uspeh. Še posebej je pa treba jih pohvaliti, ker so se tudi sami zelo aktivirali in pripravili zelo zanimivo ponudbo. Tako da skozi Lilekovo in Gubčevo terejo trume ljudi, ki mogoče si na začetku samo kaj ogledujejo, ampak po povratnih informacijah, ki jih dobimo od sejmarjev, tudi kupujejo, redno grejo domov. No, evo. Čez 3 minute preletimo program in povemo, kje se še kaj da videti tudi na, bom rekel, ne na prostem, ampak tudi v prostorih. Pravljično Celje. Gremo v Celje. Projekt, ki je Celju prinesel Evropsko božično mesto 2025 in iz Brna so se vrnili po uradnem prijemu tudi te nagrade. Direktorica Zavoda CLA Celje, Maja Voglar, lep pozdrav še enkrat. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. A vidiš, kako športno smo te zdaj napovedali? Ja, čist preveč po včerajšnjem napornem potovanju nazaj v Celje. Utrujeni, ja, malo smo utrujeni. Ja. Pa vseeno se bo. Veseli december,
bom tako rekel, 31 dni ima december. Koliko dogodkov ste pa vi pripravili v decembru? Ja, začeli smo že 30. novembra z prižigom lučk in od takrat naprej do Silvestrovega se bo zvrstilo več kot 65 dogodkov. To je 65 dogodkov v mestu, ki se jih bo zgodilo. Ne? Poleg teh dogodkov pa potekajo dogodki tudi v naših institucijah, Tehnopark, ZPO, Pokrajinski muzej, Muzej novejše zgodovine, knjižnica. Tako da ni. Ni, da nikaj vse se dogaja. Od tega, da zdaj recimo v soboto pride Božiček v Tehnopark, pa koncertno dogajanje, ki se odvija, pa Hrestač, kak je bilo na Hrestaču fajn. Balet, razprodan. Ja. To pa bo zdaj še kakšen dan ta Hrestač? Si upate na ponovitev? V letošnjem letu ne, zaradi tega, ker je skupina zasedena. Zagotovo pa naslednjo leto za neko novo vsebino, tako da bo zopet presenečenje. No, pa Zdaj, tudi do konca izložbe. Dan smo, gledam, Živijo. 17. malo čez polovico. Kaj nas čaka še vse do novega leta? Ja, jutri nas čaka koncert Gav Đurin, potem Vivere, Žan Serčič in seveda Opa. Silvestrovanje, potem z Nušo Derendo in z predskupino Sam Park, seveda pa tudi z Radijem Fantasy imamo dogodek. 90 prihajajo nazaj. Maj in je zelo blizu glasba. Zelo. Ja. Ima ta melos, na katerega lahko zaplešeš. Ja, tek je 12 in vsi hiti skupine IT, tako da to vse na Krekovem trgu. In Čaki. Lačni tudi, sej veš, jaz sem na hrano mahnjena in okusi Celja se vračajo na Krekov trg 26. Ko bo 26. še kaj maja? 26. se bosta pa prepletala dva super dogodka, Okusi Celja, ki bodo letos drugič se ponovili že in si želimo, da postane to tradicija za naslednjih 100 let. Seveda pa ob prejemu nagrade Evropsko božično mesto pa pripravljamo poseben dogodek za eno tako zelo zanimivo posebno vsebino, tako da zelo lepo povabljeni, kajti imeli se bomo zares luštno. Ampak, če pogledava na uro, kdaj se bo to začelo? Ob 5. popoldne. 26. ob 5. popoldne vsi na Krekov trg. Želimo si še snežink, upajmo, nanje, ne Maja, na dež. Lej, mene vsi obtožujejo, da jaz lažem, zaradi tega, ker se vsak dan spreminja vreme, ampak za enkrat snežinke res niso še na vidiku, držimo pa pesti, da do 26. bo kakšna. Nekaj časa še imamo. vmes pa lahko navržemo samo to, kar bo tudi v prihajajočih dneh povedala Vladimira Skale, pravlična dežela. Tako, pravlična dežela je srce pravličnega Celja, pripravlja ogromno zanimivih dogodkov, programa za otroke. Letošnje leto, ker praznuje seveda 400-letja, kar je kar veliko, pa nekaj na novega, Srebrna vila, glasnica pride, zborček bo, himna pravlične dežele na novo, pripravljajo se tudi pravlične vsebine s pravličnimi mojstri na glavnem trgu, tako da veliko novega. Tako da zelo lepo povabljeni, otroci se bodo zabavali, pa verjamem, da tudi starši z njimi. In to že v petek. Tako, ja, ko gledamo od petka dalje, ko gledamo zdaj ponudbo tukaj na glavnem trgu, na Krekovem, se pravi, dihajo vse ulice mestnega jedra. Ja, to nam je pa tudi veliko veselje, da smo uspeli ponuditi obiskovalcem Celja neko krožno pot, ki postane zanimiva, na vsaki lokaciji neka nova vsebina, za vsakega nekaj pravimo. Tako da ni dolg čas pri nas v Celju. Lej, od trampolina do igluja, pa tudi piškotarno imajo. Mislim, jaz sem spet, se veš, prehrani. Ja, vidim, da se skozi vračaš tja. Maja bi rada še nekaj povedala, gremo jesti pa piti. Moram še dopolniti, tudi kalejdoskop imamo. In to na Cankarjevi. No, zdaj pa vprašanje za vse, kaj je kalejdoskop? To je tisto, ko not pogledaš, pa včasih si mogel malo zavrteti, da se je spreminjalo, tukaj so pa zdaj v bistvu Mislim, zdaj jaz govorim, zato ko jaz sem šla za šofat. Noter so pa letlučke, potem so različni ogledala in liki noter, tako da meni je super.
Ja, na trgu pri Cankarjevi je kaleidoskop nameščen s 4 kraki in vsak krak ponuja neko svojo fotografijo, svojo zgodbo. Je pa sicer to umetniška instalacija argentinskega umetnika. O, Ja, tega pa niste vedela. ne, tega Ne. pa nisem vedela. Ja. Vsak dan nekaj novega Maja. Ja, Maja, zdaj zmanjkuje mi podlage. Ura tik-taka. Pravi, da smo pri koncu. Kaj še moramo povedati? Izkoristimo teh zadnjih nekaj sekund. Ja, jaz bi povabila vse, da pridete v pravljično Celje, kajti vzdušje je res prijetno. Kaj je dodana vrednost pravljičnega Celja? Zagotovo to, da se lahko podružimo. Mogoče čez leto nimamo toliko časa, ampak december je ravno tisti mesec, ki nam to dovoljuje oziroma zakazuje. Tako da vidimo se v pravljičnem Celju. Spremljajte nas na Viziji Celje. In to vsak dan do 31. Okay. Torej, Viziji Celje ali pa kar direktno se snidemo v mestnem jedru. Tako je. Maja Voglar, hvala lepa. Hvala vama. Čau! Čau.